In danes bom poskušal povedati še eno zgodbo, ki je nadaljevanje prejšnje. Ta zgodba ima tri razsežnosti, tri dimenzije, ali pa tri dele. Ta zgodba ima tri dele in na koncu se vsi trije med sabo povežejo, kot rečeno, v eno zgodbo, tukaj so pajeni z vplivi hrane na možgani, zlasti. Ne samo s tem, ampak predvsem. Spet vam bom pokazal nekaj slik in jih komentiral. Tale slika, ki jo vidite na zaslonu, je dober primer nečesa, česar ljudje sicer nimajo zelo radi. Kasneje bo razvidno, česa ljudje nimajo zelo radi. Je pa to nekaj, kar nujno potrebujemo, če hočemo razumeti svet okrog sebe. Če pogledate tole sliko, vam ne pove prav dosti. Ne pove vam dosti, zato ker vidite nekaj krivulj, to je pa tudi vse. In sicer ne veste, kaj z njimi početi. To so pravzaprav podatki. Če opazujete nočno nebo, če opazujete gibanje nebesnih teles in planetov in zbirate podatke o njihovem gibanju, lahko narišete tako sliko, ki prikazuje krivulje, gibanje nekaterih nebesnih teles. Ampak, kot rečeno, ti podatki sami od sebe ne povedo še ničesar. In da bi jih razumeli, potrebujemo nekaj, česar ljudje ponavadi nimajo zelo radi. Namreč potrebujemo abstraktne matematične modele. Abstraktne matematične modele, ki nam pomagajo misliti podatke, da bi kaj razumeli. Se pravi, brez modelov, recimo matematičnih modelov, ne moremo razumeti gibanja nebesnih teles. In brez takih modelov ne moremo razumeti večine stvari na tem svetu. Sami podatki torej so premalo. Tukaj vidite še eno sliko, ki predstavlja model. Model, s katerim so približno 1300 let ljudje poskušali razumeti gibanje nebesnih teles. In ta model, v ta model, ki ga je naredil Ptolemej, so 1300 let verjeli. Verjeli so, da je dober, da je natančen in da nam pomaga razložiti gibanje tako, kakršno v resnici je. Vendar ta model ni bil dovolj dober, ni bil dovolj natančen. Zato nekaterih podatkov ni mogel pojasniti. In potreben je bil nov model. Nov model, ki ga je razvil Nikolaj Kopernik. Kopernik je razvil boljši model, ki je pojasnil bolj natančno gibanje nebesnih teles.
vendar tudi Kopernikov model še ni bil dovolj natančen. Zato je bilo treba razviti še enega, ki ga je razvil Johannes Kepler. Kepler je naredil nekaj revolucionarnega. In sicer je spremenil način razmišljanja o gibanju nebesnih teles in je rekel, kaj pa, če se nebesna telesa, planeti, ne gibljajo po krožnicah, pravilnih krožnicah, ampak se gibljajo po elipsah. In ta premik v načinu razmišljanja je bil razlog za še boljši model, ki pa zelo natančno, veliko bolj kot Kopernikov in Ptolemejev, pojasni gibanje nebesnih teles. In je v veljavi, ker je tako natančen, še danes. To ne pomeni, da ga kdaj v prihodnosti ne bo mogel kakšen nov model nadgraditi ali zamenjati. Ampak zaenkrat je dovolj natančen, da se lahko na njega zanesem. Zdaj, zakaj to pripovedujem? Na vides to nima nobene zveze z vplivi hrane na možgane. Na vides res ne, vendar ima zvezo. Ko govorimo o hrani, govorimo o istem. Namreč, zadnji sem že povedal, da se ljudje pogosto zanašajo na svoje občutke. In verjamejo, da so občutki dovolj natančni, da jim dovolj dobro povedo, katera hrana je zanje dobra in katera ni. Vendar občutki niso dovolj natančni. Lahko so sorazmerno natančni, niso pa dovolj. Da bi dovolj natančno pojasnili, kako vpliva prehranjevanje na možgane, potrebujemo abstraktne modele. Abstraktni modeli imajo to značilnost, in zato jih tudi ljudje pogosto ne marajo, da jih ni mogoče videti. Abstraktni modeli so v umu. Mogoče jih je misliti, videti jih pa ni mogoče. In ti modeli so pogosto matematični. Kar pomeni, da je treba vedeti nekaj matematike, da bi take modele lahko tudi uporabljali, da bi razumeli, kako vpliva prehranjevanje na človekove možgane. In to je lahko kognitivno zahtevno. Da se zadnje, to, kar vam jaz tukaj pripovedujem, je kognitivno, umsko zahtevno. To niso preproste zadeve, ki bi jih ljudje zlahka razumeli. Zdaj, to bomo preskočili, kar nas zdaj ne zanima, tega pa ne bomo preskočili. Ko imamo na voljo modele, in vedno obstaja veliko modelov, sveta ne pojasnjuje samo en model. Vedno jih je možnih več. Ampak to še ne pomeni, da so vsi enako dobri. Nekateri modeli imajo večjo pojasnjevalno moč, kot se reče, kot drugi. Nekateri modeli so bolj natančni, drugi so manj natančni. To je zelo pomembno. Vedno jih je več, ampak dobro je vedeti, kateri so boljši. Kateri modeli so boljši? Ko govorimo o vplivih hrane na človekove možgane, ljudje pogosto rečejo, da se spoznanja o tem nenehno spreminjajo.
in da to, kar je bilo včeraj res, jutri ni več res, in da so zmedeni, in da ne vedo, katerega modela, katere razlage naj se držijo. V resnici ni tako. Modeli se ne spremenijo od danes do jutri. Težava je, da ni enostavno ugotoviti, kateri so boljši, kateri imajo večjo pojasnjevalno moč in kateri imajo manjšo pojasnjevalno moč. To pa ni enostavno ugotoviti. Ja, se ne navezuje na drugega način pomočiti. Včasih se, velikokrat se pa ne, se izključujejo. Se izključujejo. Zato ni enostavno med sabo pravzaprav tekmuje, kateri se bo bolj uveljavil. Zato ni enostavno ugotoviti, kateri so boljši, kateri so slabši. Treba je prebrati veliko knjig, da bi morda to ugotovili. Če se zanašate samo na poročila na televiziji ali pa na Wikipedijo ali pa na časopise, ne boste prav daleč prišli, to ne bo pomagalo pri dosti. Treba je brati zahtevne knjige, da si morda pojasnimo, kateri modeli so boljši, kateri niso. Zdaj, ko govorimo o modelih, nas zanima, kako natančni so. Če hočete, da bo raketa pristala na Luni, na primer, morate zelo natančno, s pomočjo matematike, določiti, kaj vse je treba storiti, da bo res pristala tam, kjer hočete, da pristala, da ne bo slučajno odletela na Mars, ali pa da bo padla tam z hribom dol. Se pravi, ko govorimo o modelih, je dejansko pomembno, kako natančni so. In tudi to je nekaj, česar ljudje pogosto nimajo radi. Kajti biti natančen je kognitivno zahtevno. Lažje je misliti nekaj na približno. Ali pa nekaj, kar se človeku zdi. Ali pa nekaj, o čemer ima mnenje, ki ga je mimogrede pobral, pač nekje. To je lažje, to je kognitivno nezahtevno. Biti natančen je pa zahtevno. Mentalno, kognitivno, umsko. Ampak taka je naša usoda, če hočemo kaj razumeti. Moramo biti natančni. Kar pomeni, da se morajo naši modeli, ki jih uporabljamo, ujemati čim bolj natančno s podatki, ki jih dobimo. S podatki. In mi velikokrat govorimo o podatkih, o dejstvih. Če uživate veliko sladkorjev, to ni dobro. In mi lahko natančno določimo, zakaj ni dobro. Ne samo na približno. In to tudi počnemo. Ker imamo dobre modele, ki nam povedo, natančno nam povedo, kaj se dogaja v našem telesu, ko recimo uživamo velike količine sladkorjev, pa transnesičevih maščob, ali kaj podobnega. In to ni nekaj, kar se danes spremeni, glede na to, kar smo vedeli včeraj. Če smo natančni danes in bomo jutri tudi. Ne bo nič drugače. Okay? In danes si bomo gledali še eno tako študijo, ker sem naredil domačo nalogo. In spet je čisto naključje, da sem danes na postu in bom spet govoril o postu, o vplivih posta na, ne samo na možgane, na celo vrsto drugih stvari. O tem bom govoril na koncu. Še ena značilnost dobrih modelov je, ne samo, da se zelo natančno ujemajo z podatki, ampak imajo tudi to zmožnost, da nam pomagajo zelo natančno predvideti posledice. Dobri modeli so tisti, ki nam povedo, kaj se bo zgodilo, če bomo, na primer, nadaljevali z uživanjem določene hrane.
napovedi dobrih modelov so zelo natančne, niso nič približne. To so napovedi, za katere smo lahko prepričani, da se bo res zgodilo to, kar model predvideva. In to tudi hočemo. Abstraktne, matematične modele razvijamo zato, da bi napovedali učinke, posledice, prihodnja dejanja naših dejanj v sedanjosti. In v tem je veliko varnosti. Če vemo natančno, kaj se bo zgodilo, če recimo uživamo velike količine sladkorjev, potem jih lahko omejimo danes in se izognemo, na primer, katastrofalnim posledicam. In nas potem ne more presenetiti. Čez toliko let, ne vem, kakšna bolezen, ne more nas presenetiti, ker smo se izognili bolezen, kakšna neurodegenerativna bolezen, na primer, je posledica in obstajajo vzroki za take posledice. In če poznamo vzroke in imamo dobre modele, ki povedo, kakšne bodo posledice, potem že vemo, kako se obnašati. In ko vemo, kako se obnašati, pravzaprav nimamo dobrega razloga, da se ne bi obnašali tako, da bi bilo naše vedenje čim bolj skladno z modelom, ki pač predvideva take in take posledice. Okay? Kako je pa z razumevanjem družboslovnih pojavov? Ali tudi lahko pojasnjujemo na ta način? Družboslovni pojavi, se pravi pojavi, ki so vezani na življenje ljudi, na primer, v družbah živijo ljudje, je do določene mere natanko tako, kot sem rekel, ampak samo do določene mere. Zakaj? Zato, ker je lažje narediti model, ko govorimo o nebesnih telesih. Nebesna telesa niso živa, nimajo zavesti in nimajo svobodne volje. Zato se Luna ne more sama od sebe danes zvečer začeti obnašati drugače, kot se je včeraj. Preprosto se ne more. Luna okroži okrog Zemlje, uboga fizikalne zakone, na katere ne more vplivati. Pri ljudeh je vsaj malo drugače. In o tem bom tudi danes govoril. Vsaj malo drugače je, ker vsaj na nekatere procese, principe, mehanizme v družbi, v kateri živimo, lahko vplivamo. Ker imamo svobodno voljo, ker se zavedamo principov, jih znamo misliti, jih znamo razumeti in lahko vsaj poskušamo na nje vplivati. Tudi če nam ne uspe, to ne pomeni, da ne moramo poskusiti jutri še enkrat. In seveda to ne pomeni, da nam lahko tudi uspe, da ustvarimo, naredimo kakšno spremembo, ki je, na primer, model ni mogel predvideti. Torej, vsaj malo drugače je, ko govorimo o ljudeh, ko govorimo o družbah, ko govorimo o tem, kar imamo ljudi med seboj, ko govorimo o medsebojnih odnosih, ker smo ljudje živi, imamo svobodno voljo in se zavedamo sveta okrog sebe, predmeti pa nimajo ničesar od tega. Okay? In danes vam bom tudi pokazal izsledke ene študije, obsežne študije, metaštudije, pravzaprav, ki govori natanko o tem. Ampak gremo po počasno, da tja bomo še prišli. Torej, rekli smo, da so dobri modeli tisti, ki se bolj natančno ujemajo s podatki kot drugi modeli, ki niso tako dobri, in so tisti, ki bolj natančno predvidijo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kot
oni modeli, ki niso tako natančni. Ok, v tem je razlika. Zdaj, obstaja več modelov, vedno jih obstaja več, so različni modeli, ampak nekateri so bolj natančni kot drugi. In seveda je v našem interesu, da se pozanimamo, kateri so bolj natančni, ker je to v našo korist. Bolj natančni modeli so bolj koristni, so bolj uporabni, pomagajo nam bolje razumeti svet okrog sebe in seveda tudi vplivati na njega tako, da bo to v našo korist. Torej, ko ljudje včasih rečejo, da kdo, naprimer to meni rečejo, vedno znova, da kdo filozofira ali pa preveč abstraktno govori, v resnici ne reče čisto dobro, nad čim se pritožujejo. Mi potrebujemo abstraktne, matematične, kvantitativne modele. Brez njih ne moramo pojasnjevati sveta. Ne moramo ga razumeti. Brez takih modelov smo prepuščeni na milost in nemilost pač svetu in zakonitostim, ki veljajo na njem, in smo za veke lahko neumni oziroma zaprti pred vednostjo. A to pa dejansko pomeni, da z abstraktnim modelom prideš do tistega, kar je manj abstraktno, kaj? Z abstraktnimi modeli se poskušamo čim bolj natančno približati temu, kar se zares v resnici dogaja z nami ali pa okrog nas. Zdaj, pri tem je treba še eno stvar omeniti. Ti modeli, o katerih danes govorimo, so lahko včasih, ko se zelo približamo resnici sveta, v katerem živimo, lahko postanejo tako zakomplicirani, lahko postanejo tako nerazumljivi, da se znajdemo na robu, na katerem moramo reči, tega pa enostavno več ne razumemo. Včasih nam modeli omogočijo vpogled v realnost, ki je tako nenavadna, ki je tako drugačna od tega, na kar smo navajeni, da čisto psihološko, ker smo omejeni, psihološko smo omejeni, morda nečesa več ne razumemo. Tamle zunaj v vesolju verjetno obstajajo pojavi, ki jih kot psihološka bitja sploh ne moramo razumeti. Ne moramo razumeti s temi modeli, ki jih poznamo. Ki jih morda ne bomo razumeli nikoli. Ampak nekatere se pa da razumeti. Ja, seveda, gravitacijo razumemo, Einstein, seveda, veliko jih razumemo. Ampak morda so tam tudi taki, ki jih pa ne bomo razumeli nikoli, ker smo psihološko omejeni. To je zanimiv problem. Zanimiv problem, ki pravi, morda pa kakšnih dimenzij realnosti kratko malo ne moremo razumeti. Ampak to pomeni, da jih noben ne more razumeti. Ne samo, da jih eni ne morejo. Veste, ljudje imajo tudi zelo radi take nenavadne, mistične izkušnje in izjave, ki jih tudi pogosto ne razumejo prav dobro, pa mislijo, ja, mi, to veliko krat rečejo, zahodnjaki nečesa ne razumejo, ampak ne vem, nekje na Tibatu, nekje vzhodno od nas, v Indiji, so pa eni modrici, ki pa lahko razumejo. Vraga, glih tako ne razumejo. V zadnje velja ista psihologija kot za nas, nič drugačna ni, ne? Da se pravi, obstajajo poleg modelov, ki jih poznamo in jih razvijamo in jih bomo še razvijali, obstaja torej morda pojavi v vesolju, ki jih nikoli ne bomo mogli razumeti. Se ni veliko v vesolju, kaj sem pač še na materija, gravitacija, če nekaj zaenkrat. Sej, tega ne moramo vedeti. Mi lahko samo domnevamo, da obstajajo taki pojavi. Sej, morda ne obstajajo, ampak lahko pa domnevamo, lahko postavimo hipoteze in rečemo, ja, to je zelo zanimivo, ali danes v resnici ne vemo, kaj sestavlja 95% vesolja. Ne vemo. Ampak to pomeni, da noben ne ve. Ne smemo biti, nekateri poskušajo biti pol prefrigani in rečejo, ja, ne vemo, ne?
ampak potem hočejo ustvariti vtis, kot da oni pa vejo. Ne, noben ne ve. Pika. Noben na tej zemlji tega ne ve? Ja, seveda, se drugih biti zaenkrat mi ne poznamo, kot teh na tej zemlji. Zaenkrat še nismo odkrili nobene inteligence v vesolju, da bi lahko o njej govorili. Zato sem rekel, je pika. Ne vemo konc. Kako bo pa v prihodnosti, bomo pa videli. No, prvo mi zdaj nazaj. Torej, smo povedali, da potrebujemo modele in da so eni boljši, da so eni slabši, da so eni bolj natančni in se bolj ujemajo z podatki, z dejstvi in tudi bolj natančne napovedi nam omogočajo in to je za nas dobro. Rečemo, da so taki modeli uporabni, da so koristni. In vse to, kar sem zdaj povedal, velja tudi za hrano. Za hrano, ki jo vsakim uživamo, ki jo moramo uživati. Hrana je narejena iz molekul in molekule imajo lastnosti, ki jih opisuje, na primer, kemija. In številne molekule poznamo in vemo, kakšne lastnosti imajo in vemo, kako vplivajo na molekule, recimo, ki so že v našem telesu. Vemo, kako vplivajo na možgane in tako dalje in tako dalje. In mi si takole iz ure v uro ogledujemo posamezne povezave med recimo molekulami. Kaj se dogaja, ko uživamo določeno hrano in jo vnašamo v svoje telo. Okay? Danes bom spregovoril, to je zdaj druga tema, o nečem, o čemer še nismo govorili prav veliko. Je pa to, kar bo sledilo zdaj, zelo povezano s tem, kar sem rekel ravno kar. Namreč, vsi poznate besedo osebnost. Ste že slišali, ne? Da reče, človek je osebnost. Ali pa včasih ljudje rečejo, človek ima osebnost. Ok, v glavnem poznamo izraz osebnost. Osebnost je izraz, ki nam pove, da je človek kot osebnost zelo, zelo zapleteno bitje. Osebnost, ki se gradi, ki nastaja dolgo časa, je zelo zapleten izraz. Okay? In tako zapleten je, da danes govorimo, da razvoj osebnosti traja recimo tam svojih 25 let. Človeško bitje potrebuje približno 25 let, da se njegova njena osebnost razvije približno tako, kot pač se lahko razvije. Ne more se razviti v 10 letih. Noben 15-letnik ne more reči, da je njegova osebnost že taka, kot bi pač lahko bila. Ne, približno 25, morda celo 30 let potrebuje osebnost, da se zgradi, da se razvije tako, kot se pač lahko, do nekih meja, če lahko tako rečem. Zdaj pride pa na vrsto nekaj zelo pomembnega. Gotovo ste že slišali, da ljudje kdaj rečejo, morda ste tudi vi kdaj to rekli, da se njihova osebnost pa ne spreminja. Ljudje včasih rečejo, jaz sem tak, kakršen sem in vedno bom tak. Torej, jaz se ne spreminjam. Ljudje včasih rečejo, ja, jaz sem po naravi tak človek in se ne bom spremenil, ker je to v moji naravi. Ljudje včasih rečejo, da je njihova osebnost taka, kakršna je, zaradi tega, ker imajo to v genih, ali pa v krvi, ali pa jaz ne vem kje, v želodcu. To ljudje rečejo, gotovo ste že kdaj to slišali. Torej, številni ljudje verjamejo, da je osebnost nekaj, kar se ne spreminja, potem, ko se pač razvije tako, kot se lahko. No, vidite, to preprosto ni res. To dokazano ni res. Imamo model, psihološke modele osebnosti, abstraktni modeli, kot sem prej govoril o njih, s katerimi mislimo osebnost. In lahko pojasnjujemo vedenje osebnosti.
Jaz sem študiral na psihologiji, v oddelku za psihologijo in, naprimer, diplomsko nalogo sem delal na katedri za psihologijo osebnosti. Podatek. Na psihologijo osebnosti. Pravi, vse življenje se že ukvarjam z abstraktnimi modeli osebnosti. Okay? No, in zdaj vam bom, to je dobro vedeti. To, kar vam zdaj povedal, je zelo dobro vedeti. Sem naredil domačo nalogo, lepo sem vse pobarval, pa počrtal, pa naredil, koliko ti treba. Okay. In vam bom pokazal izsledke res mega, gigantske metaštudije. Ta metaštudija je bila objavljena pred kratkim, zajela je več kot 20.000 ljudi. Več kot 20.000 ljudi. In več kot 200 študij. Torej, to je metaštudija o 207 študijah, ki so bile narejene in so zajele več kot 20.000 ljudi. To je veliko. Okay? Kar pomeni, da je ta metaštudija kar vredna, da jo preberemo, jaz sem jo, in se naučimo, oziroma spoznamo, kaj nam ima povedati. Zdaj, preden komentiramo rezultate, izsledke, bi jaz rekel še tole. V okoljih, v katerih vi živite, naprimer v Sloveniji, ljudje pogosto razmišljajo na dva načina. Tudi tukaj, v tem okolju, razmišljajo na dva načina. Vse so še drugi, pa zdaj me zanimata dva. Prvi je ta, ki sem ga že omenil. Jaz sem taka, kakšen sem, jaz se ne bom spremenil, pustite me primer, jaz sem taka osebnost, sprejmite me takega, kakršen sem, bla, bla, bla. To imajo ljudje zelo radi. Zato, da imajo mir. Ampak, kot rečeno, se motijo. Nobena osebnost ni taka, da se ne bi mogla vsaj malo spremeniti. Nobena. Vsaj malo. In vse koliko je to. Zadošča, da se spremeni vsaj malo in lahko rečemo, aha, osebnost je nekaj, kar se lahko spremeni. In to ovrže trditev, ki sem jo navedel. Jaz sem nikoli spremenil, jaz se ne moram spremeniti, jaz sem tak, kakršen sem, ne vem, moje vedenje je odvisno od lune, od plimovanja morja, od česa še vse. Ne? To nič od tega preprosto ni res. Okay? In druga trditev, ki je nažalost tudi pogosta pri ljudeh, tudi zelo pogosta je. Jaz že ne grem k nobenemu psihologu, saj nisem neumen. Ljudje pogosto mislijo, da gredo, tisti, ki pač gredo, k psihologu, zato so neumni. Nažalost, tako mislim. Ampak, a veste, k psihologu, psihoterapeutu, psihoanalitiku, ne greš zato, ker si neumen. Bene zveze. Tja greš zato, ker želiš kakšno spremembo v svojem življenju, kakšno spremembo v svoji osebnosti, kakšno spremembo v svojem vedenju, kakšno spremembo v svojem čustvovanju, kakšno spremembo v svojem načinu razmišljanja in tako dalje. Še enkrat. Psihologov, psihoterapeuti in tako naprej ne greš, ker si neumen. Nekateri ljudje se delajo norca iz tistih, ki vendarle gredo. Kaj pa ti hodaš k notarjev? A si neumen ali kaj? Ali pa tudi to imajo zelo radi. Zakaj pa ti hodaš k notarju? A je s tabo kaj narobe? To je zelo zanimivo, zakaj ljudje mislijo, da je kaj narobe. Ne. K psihologu grem zato, ker želim izboljšati nekaj v svojem vedenju, naprimer. Ne zato, ker sem umen
ali pa zato, ker je z mano kaj narobe, ampak zato, ker bi rad bolje živel, razmišljal, deloval, se obnašal in tako dalje. Jaz upam, da poznate bistveno razliko. Da razumete, da je bistvena razlika v tem. Torej, k rutarju greš zato, ker želiš nekaj spremeniti. Je čisto vse eno, zakaj želiš nekaj spremeniti. Pomembno je samo to, da želiš. Ok? In ker številni ljudje razmišljajo, kot sem rekel, ne gredo nikoli psiholog. Številni ljudje ne gredo nikoli, češ, z mano ni nič narobe, sej nihče lahko nekaj narobe, ali pa sej nisem neumen. Sej ni nihče rekel, da si neumen. Ker ne greš k psihologu niti zaradi enega, niti zaradi drugega razloga. Ok? Zdaj pa najlepše. Ta mega študija, velikanska študija, ki zajema več kot 20.000 ljudi, nesporno dokazuje, da ljudje, ki so vstopili, ki so šli k psihologu, ki so šli k nekemu terapeutu in tako naprej, da so na splošno povprečju potem, ko so šli skozi tako psihološko intervencijo, kot se reče, psihološko delo pri psihologu, ne? Pomembno manj nevrotični, kot so bili prej. To ne pomeni, da so bili neumni in ne pomeni, da je bilo z njimi kaj narobe. Nevroticizem je namreč neka značilnost osebnosti, o čemer bom še govoril, ki nima nobene zveze ne z pametnostjo ali neumnostjo in ne s tem, da je s človekom kaj narobe. Če enkrat to poudarjam. Torej, psihološke intervencije dokazujejo, da so ljudje pomembno manj nevrotični, ko gredo skozi en tak proces, kot so bili na začetku. In tu je pomembna značilnost psihološkega dela. Ali bi človek rad bil manj nevrotičen, kot je? Ja, itak, da bi rad bil. Ker je bolj lažje živeti. Ker se kakovost življenja izboljša. Človek je manj živčen, manj razdražljiv, je manj zoporen, je manj tečen in tako dalje in tako dalje. Za njega je to bolje, za okolico pa tudi. Torej imamo vse razloge, da se vključimo v en tak psihološki proces. Vse razloge imamo. To nam je v korist. Pa še povedal par stvari, ki to podkrepljujejo. In ta mega, oziroma meta študija dokazuje še nekaj. Ne samo, da so ljudje potem manj nevrotični, da je kvaliteta njihovega življenja boljša, kvaliteta njihovih medsebojnih odnosov je boljša. In tukaj piše pomembno, torej zgodijo se pomembne spremembe, kar pomeni, lahko se osebnost spreminja, ni res, da se ne more. Lahko se celo na kakšnih osebnostnih lastnostih, dimenzijah pomembno spremeni. Pa še nekaj se zgodi. Vsaj malo bolj postanejo ljudje ekstravertirani, kar pomeni, da so bolj usmerjeni drug k drugemu. Pomeni, da so manj osamljeni, manj samotni, manj izolirani, manj nekje na robu nekega dogajanja. Ali si človek želi, ali je v njegovem najboljšem interesu, ker je družbeno bitje, da bi mu bilo dobro skupaj z drugimi.
Ja, itak. Ali res kdo želi biti osamljen, sam, žalosten, depresiven, nekje na robu, nihče ga ne povoha, vedno je nekje izoliran od drugih. A si kdo želi tega? Ja, pri zdravi pameti že ne. Ker smo družbene bitja. Mi smo bitja, ki potrebujemo drug drugega. Mi rabimo drug drugega. In je dobro, če nam je fajn biti drug z drugim. Človek, ki je sam, osamljen, izoliran, žalosten, depresiven, anksiozen, nevrotičen, takemu človeku gotovo ni fajn. Po nobeni nam zdravi logiki. Takemu človeku ni fajn. Ni mu dobro samemu biti. Okay? In ta študija, ta metaštudija, nesporno dokazuje, da se kvaliteta ne samo posameznikove osebnosti spremeni, ampak se spremeni tudi kvaliteta medsebojnih odnosov. A si ljudje želimo boljše kvalitete medsebojnih odnosov? Po definiciji si želimo, ker nam je bolj fajn. Če se bolj razumemo, če smo si bolj naklonjeni, če smo bolj prijazni drug do drugega, vsakdo čuti, da je to bolje, kot biti tam nekje sam, žalosten, osamljen, bed me ne pomočam, bed me ne mara, in tako dalje, depresiven in podobno. Okay? Ampak to še ni vse. Če še malo počakate, koliko bomo reklama pravi, je še. Imamo še cajt. Kaj ne bomo. Evo. Psihologi, ki se ukvarjajo z osebnostjo, naprimer jaz, ne sam jaz, tudi drugi, poznamo, vemo, ker imamo na voljo abstraktne modele osebnosti, da je, naprimer, nevroticizem, ravno kar omenil, nevroticizem in nasprotje od nevroticizma, čustvena stabilnost, ključna osebnostna dimenzija. Še enkrat. Za človeka kot osebnost je bistveno, je ključno v življenju odgovoriti na vprašanje, kako čustveno stabilen je ali čustveno stabilna je kakšna osebnost. Oziroma, koliko je nevroticizma. In ravno kar sem navedel izsledke študij, ki pravijo, da je po takih psiholoških terapevtskih intervencijah človek bistveno manj nevrotičen, kar pomeni, da je bistveno bolj čustveno stabilen. To je pa ključna osebnostna dimenzija. Zelo pomembna, ne samo za posameznika, ampak za medsebojne odnose. Čustveno bolj stabilni ljudje vstopajo v bolj kvalitetne medsebojne odnose. In obstajajo še druge, nekatere, jih je malo, osebnostnih dimenzij, bistvenih ključnih osebnostnih dimenzij, investicij malo, to je dobro. Dobri modeli so elegantni. Dobri modeli osebnosti so elegantni. Samo nekaj značilnosti. Se pravi, poleg nevroticizma in čustvene stabilnosti so samo še nekatere osebnostne dimenzije, ki so za človeka zelo pomembne. Zelo pomembne. Torej, poleg nevroticizma še čustvena stabilnost, vestnost. Vestnost, vedenje, ki je povezano z človekovo, torej, z vrednotami, etičnimi in moralnimi vrednotami. Vestnost
naklonjenost do drugih ljudi. Naklonjenost, prijaznost v odnosih z drugimi ljudmi, to so zdaj že 4, odprtost in ekstravertiranost, se pravi spet naravnanost na druge ljudi. Tukaj vidite, so nekaj osebnostnih dimenzij, ki so bistvene za vsakega človeka. In kvaliteta življenja in kvaliteta odnosov med ljudmi. In vsi mi potrebujemo odnose, mi potrebujemo drug drugega. Je bistveno povezano torej z odprtostjo do drugih, s prijaznostjo do drugih, z naklonjenostjo do drugih ljudi, z vestnostjo, z čustveno stabilnostjo. In vse te osebnostne dimenzije, teh ni veliko, zelo malo, to znaka se jih zapomnite, je mogoče razvijati. To ni nekaj, jaz sem včasih tako žalosten, ko ljudje tako množično verjamejo, da njihovo vedenje, čustvena stabilnost, neuroticizem in tako naprej, to je odvisno od Lune. Pa od unih zvest tam gor nekje, ki še imena nadajo. Meni se kar stremni včasih preveč, kaj vse ljudje verjamejo? Da je njihova odprtost do drugih, ekstravertiranost, čustvena stabilnost in tako naprej, to je odvisno od plimovanja morja, od vremena. Lepo vas prosim. Čustveno stabilen človek je čustveno stabilen. Tukaj ali pa na Luni je stabilen danes, ko dež pada, ali pa jutra, ko sonce sije. Nič manj stabilen ne postane krajten. In za čustveno stabilnega človeka je čisto vseeno, kaj Luna tam gor dela, ali pa če nič ne dela. Je čist glih. On je v vsakem primeru stabilen. Ali pa ljudje, ki so bolj nevrotični, bodo nevrotični danes, pa jutri tudi, pa se Luna lahko stokrat na glavo postavi, na nič bolj. Okay? In ni važno, kakšno vreme je zunaj, ali zvončki rastejo, ali ne rastejo, ali je trava zelena, ali je ta vijolična. Okay? Lahko pa vplivajo sami, brez Lune, pa zvončkov, pa vremena, pa oblakov, pa zobne vile, pa škratov, pa demonov, pa jankota in metke. Brez tega lahko vplivajo na svoje osebnostne značilnosti, dimenzije. Naprimer, ena od možnosti, pa že druge. Ena od možnosti je, da se kdaj javijo pri kakšnem psihologu, ne zato, ker so neumni in ne zato, ker je z njimi kaj narobe, ampak ker verjamejo upravičeno, da psihologi kaj o tem vejo, kako se da vplivati na človekovo osebnost, da bo človek bolj kvalitetno živel. Neodvisno, kot rečeno, od medvedov in pošasti in zmajev in princesk in kraljev in pravljic. Neodvisno od tega. Tukaj in sedaj, na zemlji. In treba kamere v džunglo, objemati drevesa, pa piti čudežno vodo, pa kaj tako. Nič ni treba. Ok? Dobro. In seveda, da bomo rekli, da sem se jaz to izmislil, referenca. To je bilo objavljeno 5. januarja letos, pred 3 tedni. Ta študija je objavljena pred 3 tedni. In jaz sem jo pogledal doma, domače branje, za vas, da vam nam treba. Ok? So najnovejše spoznanje. To ni nekaj, kar je za lase privlečeno, ni nekaj, kar je od Ancient Times. To je januar 5. 2007. In verjemite mi, da so se avtorji te študije morali zelo potruditi, ker pogledati 20.000 oziroma študij, ki so zajemali 20.000 ljudi, 207 študij preštudirati, da lahko napišeš kakšen tak članek, to ni enostavno delo. Treba bi jih narediti. Okay? Ampak so. Eni so. Hvala Bogu, da so. Oziroma hvala njim, da so. Zdaj pa imamo še toliko časa, da povemo še tretjo zadevo. To je zdaj bila druga. Prvi so modeli, druga je osebnost, ki jo seveda mislimo, so za modeli, a ne? Zdaj pa še tretja zadeva. Da bomo rekli, da
se nismo nič posvetili hrani in vplivom na možgane. Zdaj se pa bomo. Zadnjič smo že slišali za tale izraz amigdala, če se spomnite, ki ste bili tukaj. In smo rekli, da to bazalni ganglij tukaj globoko v možganih, so to zelo gosti skupki nevronov, ki imajo zelo pomembno vlogo zlasti pri doživljanju čustev, nadzorovanju nad čustvi, upravljanju s čustvi in tako dalje in tako dalje. Amigdala, zelo pomembno. Danes ne bomo govorili o amigdali, danes bomo neki drugi strukturi, ki je zelo blizu. To je nucleus accumbens, zelo blizu. Tudi ta je del bazalnih ganglijev in tudi v tem primeru je na levi strani eden nukleus in na drugi strani še eden, na levi desni hemisferi. Nucleus accumbens, dragi moji. Zelo pomembna struktura, ki je, če je amigdala zelo vezana na razumevanje čustev pri ljudeh, je nucleus accumbens med drugim povezan z motivacijo. Tudi ta izraz ste že slišali, motivacija. Ljudje včasih rečejo, da je kdo bolj motiviran, ali manj motiviran, ali ima več motivacije, ali pa manj, da je kdo len, ali pa da se mu ne da, ali pa za eno stvar ima motivacijo, za drugo nima. Ljudje o tem pač pripovedujejo kot laični psihologi svašta. Veliko znajo povedati. Okay? No, psihologi pa tudi. Oziroma, po definiciji bi morali psihologi malo več znati povedati. Ker niso laični psihologi, ker so profesionalci, ker so to študirali. No in tudi znajo povedati. Okay? In eno študijo vam bom še navedel danes, izsledke pravzaprav, še ene študije, kaj je res dobro. To je toliko dobro, veste. Ma pa zveza tudi z postom. S tem, kar jaz danes počnem. Pa jaz. Pa, Diana, to je toliko dobro. Sam ne počnite tega doma, sami. Kot odrasli, kot veliki, kot tako, vem. Tle pa raj ne, da nam bo kdo rekel, da je Rutar, kaj sem to že slišal, veste, da Rutar vsiljuje mladim ljudem, kaj ne je in kaj ne je. Zdaj le, govorim for the record, z kamero, to bo šlo na gor. Dobro, da imamo kamero. Torej, Rutar ne posiljuje mladih ljudi z idejami, kaj morajo jesti in kaj ne. Zdaj, če kdo misli drugače, naj zdaj dvigne roko in naj v kamero pove, če nisem zdaj povedal resnice. Torej, draga kamera, nihče ne trdi nasprotno od tega, kar sem rekel. Torej, res je, da nikomu ne vsiljujem ničesar. Zaradi mene ne vsakdo je glih krče. Jaz tukaj nisem zato, da predpisujem, kaj bo kdo jedel, sem pa zato prvič, ker sem bil povabljen in drugič, da navedem kakšno študijo, ki pove, kaj je dobro in kaj ne. Ne Dušan Rutar, to študije, pa jaz sem pošta. Torej, don't kill the messenger. Ok, no, to smo zdaj pravi, to bo na veke zabeleženo tam na Facebooku. Zdaj smo vzeli, imamo alibi. Priporočam nevrotikom, da se javijo. Se pa lahko javijo in tudi kaj povedajo, če seveda imajo kaj povedajo. Mi imamo, zato še ena študija, ta dobra. Ta študija je vezana, oziroma znanstvenike je zanimalo, kako je z motivacijo. To je pomemben mehanizem v življenju ljudi. Ker če nimaš motiva, nimaš motivacije, nič se ti ne da, nič te ne zanima, to ni prav fajn. Če imaš motivacijo, veliko motivacijo, te zanima, imaš velike energije, nekaj počneš, to je zelo fajn. Ok? Se pravi, je to pomembna tema, motivacija. In njih je zanimalo, kakšno vlogo ima tale nukleus pri tem in pa kakšno vlogo ima pri tem hrana, če jo ima. In so ugotovili, da jo ima. In to pomembno. In to zelo pomembno. Ok, zdaj pa povemo, kakšno. To je referenca, spet, da bom rekel, da sem si to izmislil, ki si nisem. To je sicer objavljeno novembra 30. 2015, ampak je tudi sveža študija, čisto sveža.
tako jutranja rosa, čista, lepa, čista, sveža, neomadeževana. Kakšno torej, kaj se dogaja, znanstveni razvil, kaj se dogaja v tem nukleusu in sicer v, jaz sem vam tole sliko že pokazal, če se to spomnim, to ste že enkrat videli. To je slika narejena pod elektronskim mikroskopom, ki prikazuje v tem nukleusu, ki smo ga prej videli, v tem nukleusu so nevroni. Celice, živčne celice. Vsaka celica ima v sebi organele, ki jih imenujemo mitohondriji. Okay? Mitohondriji so ključni za proizvajanje adenozin trifosfata, ATP-ja oziroma energije. Brez mitohondrijev ni ustrezne energije, ki jo naše telo potrebuje. Naše telo potrebuje energijo v določeni obliki, drugače ne more uporabiti. Vi lahko jeste na uran zaradi mene ali pa ne atomsko energijo, ampak jo treba prevesti v tako energijo, v tako obliko, da je telo lahko uporabi. In to je ATP. In to delajo v čisto vsake celice v vašem telesu mitohondriji. Zato ste zelo zainteresirani, da tile mitohondriji delajo tisto, kar morajo delati, da so zdravi in da to počnejo alot. Da imate potem velike energije, ker je s tem zelo povezana motivacija. Ker če nimaš energije, se čutiš tako, kot užeta cunja. Nimam energije, več si mi ne da, kaj ne bi počel danes, pa vem, grem ga spat. Naprimer. Kakšnih posebnih učinkov ni. In so potem znanstveniki tole razmi, nasprotno smer sem šel, ugotovili so, pazite zdaj, pri ljudeh, ki so bolj anksiozni, ki imajo tisto značilnost osebnostno, ki se ga prej izpostavil, neuroticizem, ki imajo to bolj izrazito, so bolj napeti, so bolj razdružljivi, so bolj živčni, kot se reče, po domače. Pri takih ljudeh je nesporno dokazano, da tale nukleus je zelo pomemben za vedenje, motivacijo ljudi. To je zelo pomembno, da ta nukleus ne deluje tako, kot bi lahko, oziroma tako, kot bi moral. Oziroma bolj natančno, da mitohondriji ne delujejo tako, kot bi morali. In človek nima toliko energije na razpolago, kot bi jo lahko imel. Se pravi, ta pretvarjanje energije se upočasni, je manjše, kot bi lahko bilo. Se pravi, vidite, osebnostne dimenzije, kot je na primer neuroticizem, vplivajo na to, kaj se bo dogajalo globoko v vaših možganjih. Kar pomeni, da ne samo, da je dobro kdaj jeti kakšnemu psihologu, da se bo izboljšala kvaliteta, se pravi, manj neuroticizma, več čustvene stabilnosti, ampak da se bo zgodilo še nekaj. Bazalni gangliji vam bodo hvaležni. Več energije bo zaradi tega na voljo. Več energije pa pomeni, da je človek bolj motiviran za kakšno stvar, da več naredi, da je bolj produktiven. In to je lahko dobro, ker to drugi ljudje vidijo in lahko nagradijo in ga lahko pohvalijo in kaj doseže in dobi Nobelovo nagrado zaradi mene, ali pa kaj in koga. A vidite, kako so stvari med sabo povezani? Zelo preprosto so povezani. Zdaj pa še finale. Grand, veliki finale. Kakšno zvezo ima pa pri tem post? Velikansko. Kakšno zvezo ima post velikansko? To je zdaj še ena študija. To je naslov, to je začetni povzetek študije, fenomenalne študije, ki nesporno dokazuje. To ni stara mama rekla, to so rekli vrhunski znanstveniki. In ne samo so rekli, to so dokazali,
Da, post. Zdaj bomo samo omenili na kratko. O tem smo že govorili, bomo še enkrat. Pa še drugič. Torej, post je pravzaprav omejevanje hrane. Jaz danes recimo nič ne jem, cel dan. Moje telo ne dobi ene molekule, oziroma ne dobi ene, kakšno molekule, že dobi, ker čaj pijem, ampak ne dobi energije. Nič energije, nič kalorij. Cel dan. Ne dobi nič. Okay? In to je dobro. Čeprav bi kontra šel v ja, ne, jesti je treba. Sve ne treba, ne? Gotovo ti je treba, jasno, že umremo. Ampak včasih je pa to izjemno koristno. In tukaj nesporno piše, kako zelo koristno je, ker to vpliva na možgane. Post. In sicer, pustimo to, da podaljšuje življenje, jaz bom itak pa živel 200 let, že vprašanje, če imel dolce. Ampak to zdaj ni tako pomembno, to je življenje življenje, ampak pogledajte, zmanjšuje pogostnost, naprimer, rasti tumorskih celic. A hočete imeti tumorske celice v telesu? Sve ne. A hočete imeti maligne celice, raka? Vse itak, da ne. Torej, dragi moji, zdravje, zmanjšuje, če ne dajte kakšen tumor zrasti, jaz mislim, da ne bo. In potem tudi, kaj še počne? Zmanjšuje oksidativni stres, oziroma tako rekoč blokira ga. Oksidativni stres, o tem sem tudi že govoril. Oksidativni stres, ki prizadane beljakovine, maščobe, oziroma lipide in pa, dragi moji, DNK. A hočete imeti poškodov na DNK v svojem telesu? Dvomim, da hočete imeti. A hočete imeti poškodovane proteine? Ne nočete imeti. O tega smo tudi že govorili, kam to lahko pripelje, recimo do razvoja Alzheimerja. A hočete biti dementi, ko boste stari? Ne nočete biti. Okay? Torej, zmanjšuje oziroma supres, blokira, zmanjšuje oksidativne poškodbe, stres, poškodbe na molekulah, recimo beljakovinah, maščobah in tako dalje. In znotraj organa, vse. In še nekaj, to vam pa najde, to je dobro. Obstaja nekaj, kar imenujemo, kar je v bistvu, to je degenerativno, torej, to so poškodbe. Obstaja torej možnost poškodb recimo v možganih, zaradi katerih možganske celice oziroma nevroni umirajo. In tega tudi nočete. Noben tega nočete. Da možganske celice umirajo, ker hočete, da so žive in da delajo to, kar pač morajo delati. In zdaj, gledajte, post, kako zmanjšuje oziroma celo povečuje odpornost, recimo v hipokampusu, odpornost nevronov. Hipokampus je zelo pomemben, oziroma oba sta zelo pomembna za tvorjenje spomina. Brez hipokampusa ni spomina. Odpornost torej povečuje odpornost nevronov pred temi neurodegenerativnimi poškodbami in seveda posledično neurodegenerativnimi boleznimi. Post to počne. To je zame čisti čudež narave. Se pravi, ko nič ne počnete, recimo en dan, nič ne jeste, se vsi tile koristni učinki dogajajo sami od sebe v vašem telesu. Naprimer v možganih. Ker to možgani znajo tako rekoč narediti sami od sebe, oziroma evolucija jih je za to usposobila. Mi smo zgolj naredili ustrezne kognitivne modele, matematične, kvantitativne modele, naredili dovolj veliko študij in ugotovili, da ti naravni mehanizmi delujejo in kot sem že prej omenil, naša dolžnost, če hočete, je samo ta, da jih ubogamo, nič drugega. Med drugim tako, da naprimer telesu 24 ur na dan, recimo v enem tednu, enkrat na teden, ne damo nobene kalorije. In moje telo mi je neskončno hvaležno. In to je tudi fajn, ker ima vsak človek samo enega telo namreč. In to telo, ki ti je hvaležno, ti bo verjetno
ravno zato še dolgo časa služijo. A mi hočemo, da nam telo dolgo časa služi, itak da hočemo, vsaj jaz zagotovo.